Rojena sem v Ljubljani 25. januarja 1938. V družini sem bila drugi otrok. Brat se je rodil leta 1946 po vojni, starejša sestra pa leta 1933 tudi v Ljubljani. Moj oče je bil soboslikarski, pleskarski in črkoslikarski mojster. Zdaj tega črkoslikarstva ni več, ker so se pač to se danes drugače obravnava. Ko sem se jaz rodila, smo stanovali na mestu, kjer stoji današnji Kozolec. Ko sem bila pa stara 2 leti, tega se sicer res ne spomnim, smo se preselili v kolonijo na vodovodno cesto. Tja, v to kolonijo so preselili tudi tiste ljudi, ki so stanovali na Ljubljanskem gradu. To je bila taka delavska, revna kolonija, vsi smo imeli eno sobno stanovanje, tako hladno, pozimi je bilo hladno, skratka, tako revno. Ampak moj oče je imel samostojno obrt, delavnico je imel na Topniški ulici, je imel tudi zaposlene pomočnike. Oče je bil rojen leta 1898 in je bil udeleženec Prve svetovne vojne, med drugim je imel tudi status mojstrovega borca, na kar sem zelo ponosna zdaj. Mama je bila gospodinja, oče je hodil v delavnico, je pač pred vojno, kot je mama pripovedovala, smo pred vojno zelo težko živeli. Vedno mi je mama pripovedovala, da ni imela denarja za sladkor in je rekla, da sem imela zaradi tega krive noge. To je mogoče en tak podatek, sicer malo smešen, ampak verjetno je mama imela kar dosti problemov zaradi tega. No, potem po vojski obiskovala sem osnovno šolo, tudi današnja šola dr. Vita Krajgerja. Mogoče še med vojno. Med vojno je bila šola zasedena po okupatorjih, najprej po Italijanih, potem po nemškem okupatorju in smo hodili v poštni dom. To je stavba, ki še danes, to je blok nasproti Gospodarskega razstavišča, v katerem je še danes poštni urad. No, po vojski smo seveda hodili v to šolo, zdajšnjo šolo dr. Vita Krajgerja. Sem jo končala, potem sem šla na srednjo šolo, na gradbeno srednjo šolo, ko sem jo tudi 58. leta končala. Sem se zaposlila. Najprej sem bila v eni manjši firmi, ker sem končala oddelek za gradbeni material. Ker se je pa takrat v Ljubljani gradila tunelska peč za pečenje opeke. Ukinjali so opekarne na Viču in so zgradili to tunelsko peč. Seveda, to je bila nemška investicija. Potem sem bila tudi 3 mesece v Nemčiji na izobraževanju za to, ampak potem, ko sem zelo malo po tistem, je pa ta firma propadla, ni bilo nič, tista peč ni delala, ni bilo v redu, ni bilo strokovnjakov, ni bilo nič. Potem sem se zaposlila v Sloveniji lesu, sem bila 22 let v Sloveniji lesu zaposlena. Od tega sem tam 10 let vodila galerijo, ker je bila kar taka, kar dosti znamenita. Vsak mesec smo imeli obvezno razstavo, je veliko umetnikov razstavljalo znanih, priznanih. Jaz sem vedno stala na stališču, da je treba kulturo podpirati in je vsak umetnik je pri nas tudi prodal eno delo, zato so nam zelo radi prihajali razstavljati. No, potem sem šla takoj ob razpadu Jugoslavije, sem šla v pokoj
ker je grozil, da bomo morali delati podaljšan delovni čas, da bomo morali, ne vem, skoraj do 60 leta delati. In tako sem se potem skoraj na noč odločila, da sem šla v pokoj, ampak sem takrat naredila res zelo dobro potezo, ker nas je šlo takrat v Sloveniji v lesu 123 na en dan v pokoj in takrat smo še vsi dobili odpravnino. En mesec za nami jih je šlo še enih 50 v pokoj in noben več dobil odpravnine. Ja, to. Zdaj sem pa pač. Kaj pa, če se malo povrnemo v te vojne čase, se spomniš kaj? Zelo dobro se spomnim. Naprimer, spomnim se, kako so vsako jutro lovci leteli iz smeri polja proti Šentvidu. Te avioni se nam niso zdeli nič nevarni, ampak nevarni so bili bombniki, ki so leteli, ki so v isti smeri leteli zvečer. In naprimer, ko je armija napadla Slovenijo 91. leta, jaz sem med vojno te bombnike tako slišala bum, 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 bum. In smo, naprimer, mama me je napravila ne v pižamico, ampak napravila me je v plašček, v čeveljčke, nogavičke mi je dala gor, klet smo imeli pa podprto s tramovi. To so bile take revne hiše, slabo grajene in tako. In je oče celo klet podprl s tramovi in jaz sem imela takole pod oknom eno tako klop in so me dali tja. Tam sem pač, kadar razen takrat, ko je bila Ljubljana res bombardirana, ni bilo v glavnem, so samo ti bombniki so šli, ampak je bilo strašljivo. Sem pa velikokrat potem s kleti ven ušla, ker je oče pa sedel odzunaj na stopnicah in ga je mama vedno prosila, prosim te, Andrej, prosim te, pejdi dol, če bodo začele bombe leteti. Ampak jaz sem pa zraven očeta lepo se stisnila in sem pač to poslušala. Spomnim se pa zelo dobro enega dogodka, ki je bil kasneje, ko ga je gospod Janko Maček opisal v Novi slovenski zavezi. Imam ta izvod tega zvezka tudi doma. In sicer Italijani so prišli eno nedeljo dopoldne, to je bilo konec junija leta 1943, so prišli iskat moške, da jih bodo odpeljali v taborišče. Kamion je stal, tam je bila nasproti kolonije, je bila ena hiša, kjer so živeli stari starši od Rada Pezdirja. So imeli trgovino in se spomnim, kako sem iz stanovanja gledala kamion in na kamionu so že bili moški. Nasprot nas je bila pa tudi ena familija, ker so imeli 3 sinove, ki so bili pa primerni za to, da bi jih odpeljali. 2 sta pobegnila, enega so pa ujeli. In pri nas smo tudi mislili, da bodo očeta vzeli in je bil napravljen. Tako se spomnim, kot bi bilo to danes tukaj. Bil je v Gojzarcah, v Pumparcah, nahrbtnik je imel in mama mu je še skuhala divko. In čakamo, kdaj bo prišel Italijan po očeta. In je res prišel noter, mama pa oče sta se že poslovila. Jaz sem pa pred tistega Italijana padla na kolena in sem takole naredila, ne mojega ata, ne mojega ata. In se je Italijan obrnil in je šel. In je oče ostal doma. Glede, to je dogodek, ki se ga tako živo spominjam, ki ga bom v grob prinesla in nikoli nam tega pozabila. No, potem je pa, pol se pa jaz razen teh avionov, pa tega niti toliko ne spomnim, vem pa samo, naprimer, ko je bilo, ja, tako je bilo. Moj oče je bil cele dneve v delavnici, jaz sem imela pa en tak trd cekarček, kot so ga delale ženske tukaj okrog Dolskega. V tem predelu so pletle take trde cekarčke. In meni je mama, naprimer, upoldne pripravila noter za očeta najbrž eno lončnico, ne spomnim se točen, in sem s tem šla v delavnico, da sem mu nesla kosilo.
In tistega 8. septembra 1943. leta, ko je Italija kapitulirala, imela sem pa en tak rdeč klobuček kot rdeča kapica. In se spomnim, da so me na Dunajski cesti ženske ustavile, so rekle: Ankica, ne smeš naprej. Ker so se že, vojska je že odhajala in je bila cesta zasedena in so šla domov. No, tega se dobro spomnim. Potem pa, naprimer, ker so prišli Nemci, potem ni bilo več tako bi rekla, med Italijani je bilo vseeno ozračje malo bolj sproščeno. Ni bilo sicer, se je že čutila lahkota, naprimer polento si samo dobil sladek krompir, ki ga jaz sploh nisem hotela jesti. Preživljali smo se pa tako, oče ni imel nobenega dela, ampak italijanski vojaki, predvsem oficirji so pa morali sami skrbeti naprimer za perilo. In so te ženske v okolici, so vsak ponedeljek smo šli v kasarno, v to kasarno topniško, ki so jo podarili, ki je zdaj prazna parcela, smo šli v kasarno in tam je bila ena taka podaljšana streha je bila. Tam so se ženske takole postavile, mi smo imeli en tak voziček, derco takole, ki smo jo pelale. Jaz sem šla zmeri z mamo noter, na porti so nas pač pregledali, če imamo kaj, itak nismo nič imeli. No in smo čakali, vsaka ženska je imela svoje oficirje, za katere je prala. So imeli pa te Italijani prekrasno volneno perilo. Vsi so imeli ledvične pasove iz angora volne. To so morali obvezno, nositi ledvične pasove. To pa pripovedujem zaradi tega, ker ko smo prišli domov, mama je imela punkelček in ga je vedno ven nesla in ga je takole stresla in so bolhe letele ven, kadaš. Takole. So potem sestro tudi dobile. So bile v bolnici, srbečico so dobile. Ja, in so morali iti v bolnico, ker so nas sestre nune, takrat so bile še nune kljufutarce, tako kot so jim rekli, usmiljenke. So nas namazali s takole črno žalbo, takole po celem telesu, so nas zavili v rjuho in potem je bil tam zavit noter, čist stisnen, jaz se spomnim, da sem se noč polulala, ker nisem mogla nikamor, ker sem bila povita. No in tako so ženske so prale. Je bil pa v tisti kantini, tam, kodr so ženske stale in čakale, da so prinesli peril, umazan peril pa svežga, da so oddale, tam je bila tudi noter kantina. In v tisti kantini je bil en Italijan, ki sem se mu jaz očitno smilila, ker od vse te ženske so prišle same, samo naša mama je prišla z mano. In on je mene, naprimer, vzel v naročje, jaz sem bila ob koncu vojne, sem bila stara 6 let pa pol, Tam do 43. leta sem bila stara 4 leta. Me je vzel v naročje, me je odnesel v kantino, taka čist, tako slaba luč je bila, da se je komi videla, ampak jaz se dobro spomnim, da so bili veliki leseni zavoji. On je odprl zavoj, je vzel kakšne bombone ven, včasih je pa celo kakšen zavitek putra. In to imamo potem med tisto umazano ušive cunile dala na vozičku noter, ker so nas, ko smo šli ven, iz kasarne, so nas spet gledali. Ampak očitno so tudi tisti na porti vedeli, da tako bi rekla, da so bili bolj usmiljeni. No, Italijani so bili taki, tudi so bili ljubimci. Nasprot nas so bile mlade punce, 16-17 let stare. To so zvečer prišli, en tenente je bil na belem konju, je prišel. In to so imeli zabave, do jutra so se zabavali. To so bile domačinke, Ljubljančanke? Ja, naše sosede, takole nasprot, naše sosede, 16-17 let stare. In so te Italijani so tudi čez dan so prehajali. Je bil pa en Castro, en tak napol pismen Sicilije, tudi en tak, ki kojne štrlov. In on je bil pa tako pobožen, da je pa, ko je bil v postu, se je postil in je dobil, fasal je en zavitek bombonov, kislih bombonov, pa tale črn kruh, kisel kruh.
In on tega ni hotel, ker se je postil in je to prinesel vedno k nam. Mi smo imeli eno tako lepo belo kredenco, to je vse oče lepo zrihtal. On je bil v takih gojzarjih in je tam pri kredenci stal in je z gojzarji skozi takole butal v kredenco. No, me je rekla, jo, če si mi bo kredenco uničil. Ampak je bil tako prisrčen, tak majhen, malo temnejši, da videl se je, da je tam zivga dol, ne. No, to so taki spomini, ki se jaz spomnim, ker se ne znam pa povezati nekaterih dogodkov. Kot optične slike imam določene dogodke, ampak ne morem pa enih pa drugih dogodkov povezati. Naprimer, spomnim se, da polenta nisem marala, sladkega krompirja nisem marala, kaj drugega pa že skoraj za jesti ni bilo, ne. Pa pod Italijani je še nekako bilo, ampak potem pod Nemci je bila pa taka lakota, takrat je bila pa res huda lakota. Naprimer, od nas na vodovodni cesti, seveda ni bil nič zaziden, Ljubljana je bila čist prazna, nikjer nič, od nas se je videl Nebotičnik. Tam, kjer je danes Renaultova trgovina z avtomobili, no tam smo mi, nasprot tam smo stanovali, se je videl Nebotičnik. In jaz, to sem mi doma prepovedovala zmeraj cel življenje, da sem jaz stala na pločniku in sem mamo spraševala, mama, a takrat, ko bom jaz, mama, a takrat bo kruh? Ja, je rekla, mama, takrat pa bo kruh, ko boš ti, mama. Jaz sem pa rekla, veš kaj, jaz bom šla pa v Nebotičnik snovati, pa bom imela 12 otrok, pa bom vsakmu otroku svojo širuco kruha spekla. Lakota. A veste, jaz še danes ne morem koščka kruha stran vršiti. Ne morem. Jaz karkoli naredim z njim, če se mi pa glih kaj pokvari, pač takrat ga moram, ampak drugače pa imam čez cesto na Bežigrajskem trgu, imam eno brajnovko, kaj ne, sem za živino kruha. Meni se zelo težko tudi kruh pokvari, ker jaz zmeri pazim, da se mi ne pokvari. Ker imam tak odnos do kruha, vam povem, ker sem ga bila tako lačna, ker sem si ga tako želela, še danes skoraj edina hrana, ki jo jem, je kruh. Tako. No, potem je bila, naprimer, kako je izgledala osvoboditev 9. maja. Joj, to so se vsi pripravljali, svoboda. Mi smo pod oknom takole špago napeljali, oče je to vse znal narediti. V maja meseca holarje cvetel, španski bezeg smo imeli, na vrtu smo imeli en grm španskega bezga, vse smo to navesili, med našim pa med sosednjim stanovanjem na steni smo Titovo sliko obesili, na vrtu smo imeli eno češnjo, oče je eno takole veliko rdečo zvezdo obesil, ker je tisto češnjo. In smo tukaj glih na koncu vodovodne, kodar je zdaj cirku, pa tam Petrle stanuje, tam smo čakali osvoboditelje. Vsi navdušeni, metali cvetje in skratka. A veste koga? Do jesen. Moj oče je bil samostojen obrtnik. Oni so do takrat že vse v privatne trgovine podržavali, tudi Pezdirjevo trgovino, edino, ki je bilo tam, ne. Moj tisto navdušenje ob osvoboditvi. Tisti je tako splahnel. To sta se oče pa mama tako bala. Bog nadej, da ne bi šli na množični sestanek zvečer v gostilno Fortuna, tam, kodar je bil sedež Udbe. Tam je bil tudi doktor Vito Krajgar, eden od teh glavnih, a veste. Pa tale pesnik Karel Destovnik Jug se je tudi tam zbiral. Če ne bi šla oče pa mama na sestanek, seveda nista več hotla, to je bile, o komunizmu nista hotla niti slišati, ampak pred nami se pa nista nikoli nič pogovarjala. Zmeri sta se zaprla, seveda jaz sem bila taka, ki sem rada govorila in sta se bala, da mi je skaj rekla, ne. Takoj bi zginil. Saj moj oče je rad kaj popil in je bil tisti, tam je bila na vodovodni gostilna Vrhovnik in sin od teh lastnikov Vrhovnikov, Stane Vrhovnik, je bil velika živina na nivoju ljubljanske Udbe. Je dobil stanovanje
če greste vi tlele po tejle cesti v Hčanu, dik tam, kjer je, mislim, da Škrabčeva cesta, pa naprej cesta v Rožno dolino, tam je en blok, tam je on stanovanje dobil. In ko je moj oče že takrat nekaj govoril čez oblast, ga je ta stane ga je rešil, da ga niso odpeljali. Ja. Ampak karkoli sem jaz prebrala o tem človeku, jaz nikjer čist nisem dobila še niti enega podatka. Pa je bil zelo visoko. Tam, torej, če ne bi njega tam bilo, bi moj oče zginil, takrat ne bi vedeli. Potem je pa pač po vojski sem v šolo začela hoditi, nenadoma se je vsa ta ideologija spremenila. Naenkrat smo bili pionirčki, ko so mi tisto le Rutko okoli dali. Jaz sem to doma spraševala, pa koga je to zdaj. Moji starši niso upali nič reči, so rekli, ja, nič, glej, tako moraš pač hoditi in smo hodili. Tudi mene nikoli na božičen dan niso obdržali doma. Zmeri sem morala iti v šolo, v ponoči sem šla v polnočnici zjutraj pa v šolo. Se spomnim, kako sem v šoli grmala, ne, zdaj pa v prvem razredu sem imela krasna učiteljica, je bila od Antona Suhadolca žena. Eva Suhadolc. V drugem razredu pa sem imela tudi še eno učiteljico, ki je bila še tudi taka, še čisto v redu. V tretjem razredu je bila pa ena taka, imam še v spominsko knjigo, mi je narisala mizo, pa zvezdo gor, pa zastavo gor, pa veliko rdečo zvezdo, Bog ne daj, da tam kaj rekla, ne. Ampak pač sem hodila v šolo brez kakšnih izpadov ali pa karkoli, ampak oče se je bal za firmo, je rekel, če me kam odpeljejo, boste ostali brez vsega, ne, in tako da mi smo se kar tako potegnili, ampak moram reči, da lahko pa smo hodili v cerkev, tako kot kakšni učitelji niso smeli, ne, naprimer, tam je bila ena učiteljica iz Fondovih hiš, ki so v nedeljo zjutraj hodili peš v Šentvitu Hmaš, ne. A veste, to so oni so 1 uro pa pol, 2 ure hodili do Šentvida, čez Savle pa tam noter, ker to je bilo tako daleč od mesta in tako na samom, ne, ker so se bali, da bi jih kje videli, ne. No, tega moram reči, da raven mi nismo, mogoče da so starši kaj čutili, ampak jaz kot otrok pa potem kot dijak tega nisem čutila, ne. Tudi pol na srednji šoli nisem imela nobenih takih problemov, ker pač pri nas ni bil noben, oče ni bil, naprimer, zelo rad bi šel v Partizanom, pa ga niso hoteli vzeti, so rekli, da je prestar, pa hvala Bogu, da je bil prestar, da ga niso vzeli. On tam tudi ne bi zdržal, ker bi videl, koga je, ne. Njemu so se šele potem učili prle, ne. To hočem povedati, naprimer, kako je partija ljudem lagala, kako se oni borijo za osvoboditev pa proti okupatorju, ker to sploh ni bilo res, to je zdaj vse jasno in znano. Potem sem se poročila, imam 2 hčere, obedve poročene, ta starejša ima 2 sinova, ta mlajša ima 2 sinova, 1 hčerko. Leta 2003 sem ovdovela, zdaj pa živim sama. Nimam nobenih problemov z osamljenostjo. Sem sama, ampak nisem osamljena. Jaz v cerkvi, naprimer, dolgo časa, pela sem 35 let, sem na koru pela, zdaj ne moram, ker se čutite, ne, da nimam ta prav glas. Zdaj pa najprej sem, moja ta starejša hčerka živi na Podotiku. In sem za tisto župnijo sem 8 let pisala župnijsko kroniko. Tisti bilo, kar je bilo fizično zelo naporno, ker je bila velika knjiga, debela. Tako da sem večinoma v stoje pisala, ker nisem imela, ja. No, ampak dobro je, zdaj pa od tega dela za cerkev. Hodim sicer vsako večer grem k maš, perem oltarno perilo,
Vsako leto delamo venčke, adventne venčke, to še delam. Če je še karkoli treba pri cerkvi, ni noben problem. Imamo enega patra, ki je težko hodi in je tak precej že tako prizadet. Ko sta šla onedva na duhovne vaje, sem pa za njega kuhala, če je treba kaj takega tudi. Take stvari še vedno delam, naprimer veliko berem. Za otroke kuham, kadar je treba, pečem. Zdaj bom začela piškote peči, bom en teden piškote pekla. Prej smo se pogovarjali, da ste, ko je bila recimo cvetna nedelja, butare po skrivnem nosili. A to je bilo že v primarni družini ali kasneje? Tukaj, to je pa že v moji družini. Mogoče bi to tudi povedala. Recimo, ko sta se z možem poročila? Potem sem pa, dolg časa sva bila brez stanovanja, sva pri enem Udbovcu živela v klet. Nekako, ne vem, jaz sem tam šla, to je bila ena vrstna hiša, to je bil klub 13. maj, to so bili policaji, ampak v bistvu so bili to udbaši. In jaz sem takrat rabila, kam nisem imela iti z otrokom, in sem šla tam od enega do drugega, od enih do drugih vrat in sem pač tukaj kulovcev spisala. Sem vprašala, če bi nas lahko vzeli in so rekla, da bi samo mi dva z možem prišla, zjutraj bi odšla, zvečer bi prišla, da ne bi imeli nobenih problemov z nami in je res tako bilo. So nas vzeli v eno kletno sobo in sva mi dva res samo zvečer prišla, videli so, da sva mi dva čist neškodljiva, ja, čist noč. Naprimer, umivala sva se, zraven so imeli pralnico, zmrzlo vodo, pozimi je bila treba, ampak glejte, vse smo preživeli, se pa, ko sva odšla v to stanovanje, kjer sem zdaj, v to stolpnico, jokali so, ko sva šla, no. Glejte, v tej stolpnici je pa tako. Ta stolpnica je bila grajena za izvršni svet, pa za te visoke politične. Tukaj noter je bil, naprimer, predsednik slovenskega sindikata Rožič, sem spomnila. Potem veleposlaniki so bili, potem en Korošec je bil, ki je eno stanovanje je bilo v prvem nadstropju, ki so bili lastniki, bivši lastniki Žanskega gradu. To je bil Dušan Lajovec, pa ona je bila pa, to je bil en znan drsalen par med vojno in med vojno. Oni so potem bežali, to stanovanje je bilo dolg časa, ni bilo prazno, ampak en Korošec je noter živel, ki je bil pa, imel je belega Mercedesa, od spredi 2 antene, od zadnji anteno in takrat se nismo zaklepali, naprimer, nobena vrata niso bila zaklenjena, ne vhodna, ne v stanovanje, ne nič. Ampak on je hodil po našo Petro, naprimer, ki je bila 2 let stara, je kar upadel v stanovanje, joj, bo šla pa Petra malo z nami gor, seveda vse je pregledal, jaz sem imela v kuhan križ, na križu je roženven svisel, tam mu je bilo jasno, se so vsi v hiš vedeli, da v cerkev hodimo, ne. Jaz tega nisem nikoli skrivala, ampak nikoli pa nisem v hiši nikamor šla. V nobeno stanovanje nisem prestopila v hiš in nobenega nisem spustila v stanovanje. Tudi nobeden ni silil, razen tega Korošca. Nobeden ni v stanovanje silil. Takrat so še, če je kdo umrl, so pobirali po hiši za venc, ampak jaz sem jih vse pustila pred vrati, jih nisem hotela noter spuščati. No, takrat so me pa prišli opozoriti, da nas Udba pazi. Jaz sem rekla v redu, no, in je bilo pa, naprimer, tako kot sem prej povedala, naprimer na cvetno nedeljo, stanovanje imamo v pritličju, ker ga pač nismo mogli mi višjega dobiti, smo prepozno prišli noter, so bili že vsi drugi funkcionarji, bolj pomembni. Butarce smo zavili v časopisen papir, mož ni upal iti z nami, ker je bil na fakulteti zaposlen in je imel vsake 4 leta relekcijo in na relekciji se je tudi lahko zgodilo. Enkrat je bilo tako, da pol leta
je visel, ni vedel, a ga bojo imenovali ali ne, ker so jih 6, so jih izbrali, pa so jim rekli, da morajo v partijo stopati. Ampak jaz sem mu rekel, če greš v partijo, greva mi dva na razum. Sem rekla, gledaj, jaz s particam nam poročeva. No, seveda se tudi sam ni hotel, ne bi šel, ne. No, in potem nam je dal čez balkon zavite butare v časopis in papir, za prvim bogalom smo jih odvile, časopis spravile, smo šli v cerkev, nazaj grede smo jih pa spet zavili, pa smo jih domov prinesli, ne. Potico sem začela peči po noči. Pol kasneje sem imela enega tazga finga direktorja, sem rekla, sem šla k njemu, sem rekla, Stane, daj prosim te, spusti me ob 12. službo, da grem potico peči. Pa mi je med dovolilnico napisal, da sem šla domov. A pa je bilo kaj čutiti med sostanovalci, kakšno napetost, ali je bilo čutiti? Zelo. Nesproščenost na nek način? Zelo. Nekateri me sploh niso pozdravljali. Mene sicer zdaj vsi lepo pozdravljajo.